Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kdaj ste nazadnje sprejeli slabo naložbeno odločitev? Verjetno jih je bilo v zadnjih letih kar nekaj in to navkljub 13 let trajajočem bikovskem trendu. Priročno pa lahko za naše slabe naložbene odločitve okrivimo ne le smolo, pač pa tudi hormone, pa mogoče kak torek ali pa četrtek ali kak drug dan v tednu, ko smo sprejeli odločitev, pa seveda vreme, ki je itak dežurni krivec za vse. O tem, kaj vse vpliva na naše naložbene odločitve, se bom pogovarjala z rednim profesorjem, doktorjem Aljošo Valentinčičem iz Katedre za denar in finance ter računovodstvo in revizijo na Ljubljanski ekonomski fakulteti. Aljoša je človek, ki vidi dobesedno med konti, saj se tudi ukvarja z nevroekonomijo in kognitivno znanostjo in psihologijo. Zdravo, Aljoša. Lepo pozdravljeni, živijo. Evo, preden zagrizava v hormone in druge potencialne krivce za naše slabe odločitve, naj omenim, da si bil tudi moj mentor pred res davnimi leti za diplomsko nalogo, ker sem ocenjevala vrednost blagovne znamke Finance. In če smo zdaj pri blagovni znamki, blagovna znamka tudi vpliva pomembno na marsikatero odločitev, ne le potrošniško, vse bolj tudi na naše naložbene odločitve. Si mogoče opazil to? Tako je, tudi podatki nam to lepo kažejo, blagovne znamke in podobna neotipljiva, a zelo pomembna sredstva za podjetje se v času, sploh v zadnjih recimo 3, 4, 5 letih povečujejo in ljudje čedalje bolj tudi pri svojih investicijskih odločitvah gledajo na pomen blagovnih znamk, ki so znotraj podjetij. Tako da ja, seveda. Ja. Opazila sem, da imajo v ZDA neko mobilno aplikacijo, ki z vsakim nakupom pri določenem trgovcu v bistvu sočasno, avtomatsko investiraš tudi v $1 v nakup delnice določenega trgovca. Recimo, da greš v Starbucks, kupaš si kavo in avtomatsko lahko investiraš tudi $1 v nakup delnice Starbucksa. Kakšna ideja? Se ti zdi dobra? Ideja je krasna, zato ker se z tem povečuje pool varčevalcev, ki so pripravljeni investirati na trg kapitala, kar na drugi strani za podjetje pomeni, da imajo večji pool, iz katerega lahko ta sredstva črpajo. Ljudje, potem potrošniki pridejo do dodatnega denarja v prihodnje, podjetja pa se pridobivajo finančne vire po nižji ceni in to je win-win situacija. Seveda so pa tukaj tudi podrobnosti, ki jih ne velja omeniti, oziroma vsaj nekatere treba biti pozoren. V zadnjih par mesecev, če se spomnite prve javne prodaje delnic IPO, podjetja Deliveroo, kjer je bila ideja podobna, tisti del ni šel glih tako, kot so si zamislili, in tako da nevarnosti so, ampak globalno jaz vidim to kot pozitivno zadevo. Zdaj, ko govorimo o blagovnih znamkah, ne moremo mimo Lambotov oziroma Lamborghinijev, torej ne vem, če lahko rečem dobra naložbena odločitev, zdi se mi, da včasih zna biti bolj gamble, ali pa biti v pravem času, v pravem trenutku in posledično seveda se nagraditi z dobrim avtomobilom. To so preference potrošnikov, kot temu rečemo. Eni imajo preference in potrebe po takih avtomobilih, drugih pa nimajo ali pa nimamo. Zdaj, ko govorimo o blagovnih znamkah, nekako mi tudi hodijo non-fungible tokens, nezamenljivi žetoni, ker blagovna znamka je konec koncev unikatna zadeva in bi se jo dali tudi zapakirati. Ja, tako je. Mislim, da je ena od teh NFT-jih pomembna v bistvu inovacija, ki bo, jaz mislim, da v neki meri ostala z nami tudi v prihodnjih letih. Tako da smo to tudi že začeli vključevati v predmetike na ekonomski fakulteti, ker dejansko en del razvoja, ki se je zgodil, se bo razširil tudi na stvari, ki niso vezane strogo na finančne zadeve. In prav to je ena od tistih, ki niso strogo vezane na finančne zadeve in jaz vidim, da tle je možnost aplikacij NFT-jev. Ja. No, zdaj vpeljujete novitete v šolske urnike oziroma študentske urnike, to je v bistvu ful pohvalno. Pred leti je bila tudi iniciativa, mislim, da, zdaj se ne spomnim, kateri profesor je bil, ker je rekel, da bi imeli tudi o kriptovalutah prav posebej predmet, ne? Ja, to ni posebna redkost. O kriptovalutah
oziroma tako bolj splošno rekel, kriptoimetih in pa tudi potem obveznostih, ki iz tega sledijo. Imam jaz pri računovodstvu recimo že tretje leto posebno temo, kjer pregledamo, kakšno je stanje, ker se jasno spreminja v teh letih zelo hitro. Imamo tudi strokovnjakinjo, gosti iz prakse, ki nam pride zadnje update povedati. In študenti, ko gredo iz mojega predmeta ven, poznajo osnove, torej knjiženja teh kriptoimetij, tudi dileme, zaradi katerih so klasificirane enkrat tako, drugič drugače za potrebe računovodstva. Torej, to je dosti kompleksna tema, ki se razvija in kot rečeno, jaz mislim, da bo to ostalo in to imamo že dejansko pri meni 3 leta na urniku. In tudi, kolikor vem, drugi kolegi imajo določene elemente, ki so vezani na tole tudi v svojih predmetih. Tako da, ja, absolutno. A tudi kakšne druge, recimo, novitete ali pa druge naložbene prijeme, kot je recimo šortanje, in opcije in podobno, se tudi učijo o tem pri predmetu? Ja. Ampak šortanje in opcije so stvar, ki pride v osnovi ven pri takrat, kadar vpeljujemo ta model določanja cen dolgoročnih naložb. In takrat predelamo in problem šortanja, ki je v bistvu nujen za to, da trg kapitala normalno deluje, in hkrati s tem pa potem preidemo tudi na izvedene finančne inštrumente, ki se jim tudi pač ni mogoče izogniti. Ja. Greva se zdaj dotakniti malo racionalnosti. Udeleženci na finančnih in pa tudi na drugih trgih naj bi se obnašali v bistvu pri sprejemanju ekonomskih odločitev racionalno. Zdaj, Ja. če gledava tako, to ne bi v agregatu veljalo, ampak pol gledava pa malo posameznike, pa se mi zdi, da velikokrat sprejemamo zelo neracionalne odločitve. Ja, torej zgodovina ekonomska temelji na tem tako imenovanem homo economicusu. To je tako perfektno racionalno bitje, ki vedno dela racionalne odločitve, ki ga zanima samo posledice zase in brez vsega ostalega okoli njega pa nje, in imajo cilje točno določene v monetarnih enotah. Zdaj, kaj to pomeni? Pomeni, da če se mi ravnamo kot popolnoma racionalni potrošniki, bomo skušali iz naših potrošniških odločitev iztegniti maksimalno koristnost. Ne bo zdaj to maksimalna količina čokolade ali pa najboljši Lamborghini, ki sva ga prej omenjala, ali najboljša sorta banan, ki jo radi jemo za zajtrk in podobno. Enako ravnajo tudi podjetja in druge organizacije. Če je monetarni cilj tisti, ki je primarni in ravnajo pri tem racionalno, bodo skušali z vsako odločitev pač maksimirati njihov profit. To pa zdaj pomeni vse tudi grde posledice od tega, da se potrošnikom zaračuna visoke cene, pa do tega, da se vire surovine plačuje po najnižji možni ceni. To je izhodišče. Zdaj pa mi gremo pogledati, na finančne trge, kjer jaz domujem recimo, pa potem to zmerimo z nekim inštrumentarijem, ki bi nam pomagal določiti ta povezava med trgi kapitala pa informacijami, ki tja prehajajo in odločitvami, ki jih investitorji pa podjetja delajo. V bistvu ugotovimo, da lahko mi pojasnimo zelo pogosto en tak čist majčken delček tega, kar se dogaja na finančnih trgih. In potem normalno se človek čez leta vpraša, a lahko to luknjo med tistim, kar vidimo okrog sebe in tistim, kar potem zajema ta homo economicus, s čim zapolnim. In tukaj se je v zadnjih recimo 10 ali pa 15 letih pojavilo nekaj teh alternativnih poti, ki nam omogoča, da svet okrog nas in potrošnike in podjetja boljše razumemo. To se sliši v teoriji zelo fajn, ampak v praksi dostikrat v bistvu ne maksimiramo koristi, niti minimiziramo stroške, ampak se mi zdi, da kar malo tako vse počez kupujemo. Ja, to je impulzivnost, to je tudi poznan fenomen, seveda. Ja. Dajva se dotakniti mogoče balonov. Zdaj, zadnje čase se res zelo veliko o balonih govori, imamo ga na nepremičninskem trgu, tudi na delniškem, tudi obvezniški trg je že dolgo časa v balonu, o kripto, seveda, kriptotrg je tudi bil, zdaj se tam dogaja precej akcije, malo gora, malo pade, malo gre gor, malo dol, tako da imamo kar zelo volatilno in zelo dinamično dogajanje. Zakaj baloni v bistvu nastajajo in kako se v bistvu zaščititi pred pokom balona?
Zaščititi se pred pokom balona je seveda vprašanje za $1 milijon. Ne. Če bi vedeli, kdaj bo balon počel, bi seveda pravočasno prodali oziroma bi pravočasno šortali tudi kakšno zadevo, ne, kar sem prej rekla. Baloni sicer sami po sebi niso v zgodovini nič novega, ne. Spomnimo se starih balonov, tistih črnih tulipanov na Nizozemskem, pa potem tisto podjetje South Sea, ki je delnice izdala, potem so te tudi počne na neki točki in tako naprej. Ampak pomembno pri teh balonih je, da o balonu lahko govorimo takrat, kadar se cene na trgih, ne bo to nepremičnine ali ne bo to delnice ali pa tudi kaj drugega, ne, začnejo odmikati od ekonomskih temeljev. Torej, ko nekako ne znamo pojasniti, kako bi tisto, kar na trgu kapitala vidimo, na trgu nepremičnin vidimo, kako pojasniti z virom vrednosti tukaj noter. Torej, pri nepremičninah, ki si jih recimo večina lepo predstavlja, ne, pride do tega tipično takrat, ko cene nepremičnin se odmaknejo od najemnin, ki jih je mogoče za te nepremičnine doseči. Enako je pri delnicah, ne, samo tam je malo bolj zakomplicirana zadeva, kako se donos prenese, ampak v glavnem gre za isti efekt, kako tisto, kar mi danes plačamo na trgu, potem prinesemo not čez leta skozi dividende oziroma skozi porast cen delnic. In ko se ta odmik zgodi, potem govorimo o balonu. In baloni se zelo dobro tudi prodajajo. Naslovnice, dostikrat vidimo, kako so lepo naslovnice okrašene z baloni. Zdaj recimo se tudi govori precej o inflacijski paniki in vse to v bistvu, kako recimo naslovnice lahko vplivajo oziroma mediji lahko vplivajo na naše odločitve. Sploh zdaj recimo, ko govorimo o inflaciji, so marsikateri stari starši, tete, strici, ki so izkusili recimo jugoslovansko hiperinflacijo. Kako zdaj to vpliva na naše naložbene odločitve? Vidim, da hoče skočiti v kar neke zadeve, v neke naložbe, samo zato, da se zaščitijo pred inflacijo, za katero niti ne vemo, ali bo visoka ali ne bo visoka. Trenutno je 2,1% na letni ravni v Sloveniji. To mislim, da je ključen point, kar si zdaj na koncu omenila. Trenutno niti ne vemo. Mi vidimo okrog nas, da so nekatere cene seveda šle gor. Ne? Ampak kaj bo čez 2, 3, 5 mesecev, je pa drugo vprašanje. In tukaj, potem, kar jaz vidim, in tudi mislim, da je to večinski konsens med ekonomisti, je vprašanje, kaj bo na dolgi rok. Tako da to, da bo inflacija jutri, ni samoumevno. Se pa zgodi, ne? Kljub temu, da ne vemo, kaj bo pol kasneje. Tisto, kar ljudje danes vidijo na naslovnicah, seveda jim povzroča potem tudi spremembe v potrošniških odločitvah. Kupujejo stvari danes, ki jih sicer ne bi, ne odlagajo potrošnje, ker jih je strah, kaj bo potem jutri, in se pripravljajo na to, kot da inflacija v resnici bo. In to pa potem lahko pride do te spirale, kjer se pa ujamemo sami vase in dejansko kakšen efekt potem iz tega ven tudi nastane. Tako da jaz to vidim v tem trenutku kot en tak kar pomemben problem. To pa, da naslovnice, če si omenila, to pa je pojav, za katerega na finančnih, kapitalskih trgih vemo, da vpliva potem recimo na volatilnost oziroma na to, koliko je donos oziroma na to, kako visoko gredo cene delnic. V starih časih so to študije merile tako, da so enostavno z ravnilom merili v Wall Street Journalu, koliko kvadratnih centimetrov zaseda novica o nekem podjetju. Danes to delamo z računalniki v sekundi, ampak princip je pa v bistvu enak. Ne? Tako da te informacije, ki tja pridejo, ljudje spremljajo in jih vgradujejo v svoje poslovne odločitve. Ja, in zastraševanje je v bistvu kar pogosto na meniju različnih finančnih inštitucij, ker mislijo, da bo to nekako spodbudilo posameznika k temu, da se nekako aktivira in kupi mogoče določen produkt, ki ga mogoče niti ne potrebuje, ne? Ja, to je problem. Ne? Sploh je problem takrat, kadar ga umestimo v sodoben čas, kjer imamo na eni strani te agresivne zadeve, na drugi strani imajo pa ljudje zdaj že sami dostop preko teh novih platform do možnosti investiranja. Samo vprašanje potem, kaj je ekonomska podlaga za te odločitve. Tukaj je malo disparitete med tem, zbujanje strahu pri prodajalcih produktov, kot se nekaj ne potrebuje, ljudje pa logično, saj vsak prodaja svoje blago, ne pa svoje. Ampak mi moramo biti tisti, ki smo izobraženi, pa potem delati odločitve, ki nam koristijo. To je pomembno. Ja, ravno ta del izobrazbe zna biti malo problematična, sploh kar se tiče finančne izobrazbe. Ne vem, jaz imam stike s kar precej ljudmi, mladimi, starejšimi, kakorkoli, tudi najstniki, ki v bistvu
pač tega znanja nimajo in oni se v bistvu nekako opirajo na te informacije, ki jih dobijo bodisi na raznih medijih ali pa tudi na forumih. Recimo Ja, Reddit, ne, Wall Street Reddit, Bets, ja. ne, je eden tak legendarni in tam se v bistvu iščejo nasveti. Pa ne samo na Reddit forumih, tudi na raznih TikTokih, ne, tam je cel kup nekih finančnih nasvetov, ki so lahko v bistvu tudi konec koncev škodljivi in tega znanja v bistvu nimamo. V šoli se tega ne učimo, tudi na ekonomski fakulteti se jaz nisem nič učila o investiranju, če lahko dodam. Mislim, v tem trenutku je to vseh predmetnikih. Ampak moram reči seveda to, da tudi mene preseneča včasih raven, kako oziroma zakaj ljudje sami ne poiščejo informacij, ki so relativno preproste. Ne? In takrat, kadar gledamo te sodobne oblike, kamor ljudje dajo denar, da ne bom rekel naložbe, včasih je vprašanje, zakaj recimo ne pogledajo nekih ekonomskih temeljev, 2-3 številk, ki bi opisale situacijo na trgu dosti jasno in tudi njihov ekonomski okvir dosti jasno predstavljal. Ja. Tega dela ne razumem. Predmetniki sicer imajo te elemente noter, del tega potem tudi, zakaj ljudje ne delajo čisto racionalnih odločitev, tudi potem se navezuje na tisto, kar si v uvodniku rekel, na hormone, pa zlasti na te kognitivne procese, ki jih ljudje delajo. Tako da to je do neke mere mogoče razumeti, ampak vidim pa, da je in pomanjkanje znanja in predvsem to, da se ljudje ne usedejo pa pogledajo, kaj je v ozadju teh odločitev dejansko lahko problem. Ja, to je stvar prioritet, če mu boš namenil svoj dragocen čas, ne, ali boš namenil študiranju določenih ekonomskih temeljev, ali pa boš namenil, ne vem, recimo rekreaciji, teku, ne, to je. Ja, ampak je še poglejmo v sodobnem času, kako gre, ne. Ljudje bodo prebirali ure in ure in ure Reddit, recimo, ne, pa poslušali vse mogoče stvari, ki se tičejo recimo kriptovalut, ne bomo pa šli pa pogledali, čak malo, kakšne pa so številke na trgih kapitala. Se pa ti številke tudi nekaj povedo o tem, kaj se je zgodilo v prihodnosti in kaj lahko pričakuješ na podlagi tega v prihodnje. In tega elementa ni, ne. To me tako muči, no, prav muči me. Ja, ampak zakaj te muči? Se to je v bistvu nekako folklora naša, konec koncev nas vedno zanima, kaj sosed Janez počne in kako on investira in zakaj gre on lahko na dopust, pa mi ne, ne? To je zelo dober point, sam pri mojem delu se moram folklori, razen če ga lahko ukvirim v taka pa drugačen koncept raziskovanja, si pač moram izogibati. Se želim izogibati. Tako odločitev sem sprejel pa jaz v življenju. Ja, ampak če pa pogledava dejansko, kako Slovenci sprejemajo odločitve, sprejemajo tudi na podlagi tega, kaj v bistvu sosed naredi ali pa reče, ne? Ja, ampak da ne bova prestroga do Slovencev, je tako tudi sicer, ne. Torej, ta pojav, kaj dela sosed, je znan tudi drugje in se pojavlja v različnih oblikah in je v bistvu povsod po svetu tako. Ja, ravno v prejšnjem podcastu smo govorili v Britaniji, Keeping up with the Joneses, pregovor. Keeping up with the Joneses, ja. Prevod tega je, da je sosedova trava vedno bolj zelena kot naša. Absolutno. Oziroma, da ne sosedu krava, če že, da ima od sosedu crkne krava, ne. To je še mogoče bolj negativna oblika tega. Ja. A greva na te hormone, že večkrat sva jih omenila. Zdaj, nek finančnik mi je zadnja leta dostikrat omenjal, ko so se dogajali razni ekscesi na teh trgih, bodisi kripto ali pa kapitalskih trgih, da govorimo o testosteronskem ciklu. Zdaj, ne vem, a to obstaja dejansko definicija, ampak recimo to je njegova definicija. Evo, kako bi komentiral to? Ja, zgodba o hormonih je en del tistega, kar proučuje nevroekonomija, poskušati to luknjo, o kateri sem prej govorila, med kapitalskimi trgi pa tistim, kar potem pride ven v formulah, zapolniti. In zdaj, hormoni so ena od teh pojavnih kanalov, ne, kako proučujemo mi to obnašanje ljudi na finančnih trgih, ne, in testosteronski kanal je eden od tistih, po katerem ne bi ljudje, ki imajo več testosterona, ne, v naravi bili bolj agresivni, si bili sposobni pridobiti več hrane, si bili sposobni pridobiti oziroma prenesti gene na prihodnjo generacijo, ne, preko parjenja, in tako tudi
v situaciji, ko nastopajo na finančnih trgih, bili bolj agresivni. In zdaj to bolj agresivne finančnih trgih pa mi lahko izmerimo. Lahko vidimo, kakšne portfelje ljudje sestavljajo po naložbenih razredih, lahko vidimo, kaj počnejo znotraj teh naložbenih razredov, lahko vidimo, kako hitro se odločajo, lahko vidimo, kakšna je variabilnost donosov, ki jih s tem naredijo in tako naprej. To je en kanal, testosteronski. Zdaj moram reči tole, cikl gor, cikl dol. Mi, kadar to opazujemo, vedno standardiziramo. In idealno probamo standardizirati na posameznika, pa na življenjski cikl in tako naprej. Tako da te stvari so pač tehnične in niti niso vsebinsko ne vem kako pomembne, ampak dejstvo pa je, da ljudje, ki imajo višje ravni testosterona, dejansko se spuščajo v bolj agresivne pozicije na trgih kapitala in dejansko potem naredijo portfelje, ki so tako nekajkrat bolj donosni kot ljudje, ki imajo nizke ravni testosterona. To je ena taka študija, ki je to pokazala, nastala v letu 2015 na londonski borzi. Potem se je to dopolnilo z način, da so dejansko traderjem dajali hormone in merili, kaj se zgodi. Ampak ta efekt je znan in očitno je prisoten in to, tako bi rekel, kar pomembni meri tudi na borzi. To je en tak kanal, drugi kanal je kortizol, to je tisti stresni hormon, ki pride v naravi, ki se mi soočimo z nevarnostjo, potem se moramo v bistvu v hipu odločiti, da bomo zdaj pred tisto nevarnostjo zbežali, ali se bomo pa spopadli. In takrat nam ta kortizol, torej organizem pripravi na to, da se borimo, ali pa da bežimo, ker v obeh primerih rabimo vso energijo pripravljen na boj oziroma na beg. In tudi ta recimo ima enak efekt na končni fazi, višje ravni kortizola potem vodijo do tega, da so portfelji bolj tvegani in tudi bolj donosni. Kako pa potem dojemajo izgube, recimo, ker imamo na eni strani dobičke, na drugi strani, glede na to, če imaš tvegan portfelj, na drugi strani obstaja zelo velika verjetnost tudi upada na tega. Ni vse samo v rasti, bolj je tvegano, večje so nevarnosti tudi zato, da denar v bistvu zafučkaš, če se pravilno ne odzoveš. Tako, in tukaj tudi vemo, da človekovi možgani tukaj pa tudi drugače dojemajo te dobičke in izgube. Torej, če bi šla recimo ti po cesti, pa bi našla banko za 50 evrov, bi bila seveda zadovoljna, v tebi bi to sprožilo zadovoljstvo v smislu, kot smo prej rekli, maksimiranje pričakovanja potem koristnosti ven iz teh 50 evrov in definitivno bi bila zadovoljna. Če bi šla po cesti, pa bi izgubila 50 evrov, to se pravi, bila 50 evrov na slabšem, bi ti pa ta izguba teh 50 evrov povzročila neprimerno višjo bolečino kot tistih 50 evrov plusa, ki bi jih dobila takrat na cesti po tleh. Tako da izgube in dobičke ljudje zelo različno dojemamo, to je del te prospect theory, v osnovi. Tudi ta del je na finančnih trgih prisoten in merljiv in je problem, ki ga pa spet formula, kot sem rekla prej, racionalno ne zajame. Ampak zdaj te testosteroni pa razni povišani kortizoli in podobno, to vpliva tudi na naše zdravje konec koncev. Povišan kortizol recimo pač pomembno vpliva tudi na debelost in nalaganje maščobe okrog trebuha, potem, povzroča težave s spanjem in v bistvu posledično, to vse vpliva, a so bile tudi tukaj kakšne relacije ugotovljene, kako je s portfelji, pa recimo z debelostjo ali pa z drugimi aspekti našega življenja, s pomanjkanjem spanja? Ja, sam je tako. V našem svetu, mi rečemo, slabo spim, pa bom zato delal slabše odločitve. Zdaj pa to zmeriti, pa predstaviti v številke in to predvsem verificirati, da način slabo spanje bo vodilo v slabe odločitve, tukaj imamo težave. Tako da veliko teh različnih študij je takih, ki so po naravi korelacije, povezave, ne pa vzročno-posledične aktivnosti. Tako da teh korelacij je zelo veliko. In zelo veliko od njih žal nima te ozadje razlage, če bom povečal
količino spanja, bom delal boljše odločitve. Zato je bilo, če se lahko vrnem samo sekundico nazaj pri teh hormonih, ne, dejansko opaziti to, da ljudje, ki imajo več testosterona pa več kortizola, delajo bolj tvegane odločitve, en korak, ampak precej pomembnejši korak je bil pa tam, ker so pa ljudem dejansko dajali hormone, počakali, da se je hormon absorbiral in potem bi jih spustili na realni trg kapitala in gledali, kaj dejansko tam delajo. To je tista zadeva, ki nam manjka. Drugače teh povezav med recimo telesno višino, pa med življenjskim slogom, ne alkohol, kajenje, pa med obraznimi potezami, tega je zelo veliko, ampak zelo veliko teh študij je korelacijskih in tukaj več kot zanimivo žal ni, ne? Tako da nimamo kakšnih ekstra teh povezav. No? Ja, kaj pa glede na spol, zdaj ženske načeloma so zelo redke v finančnem svetu oziroma na kapitalskih trgih, če že so, recimo upravljalke premoženja, vas rečemo, ukvarjajo z fixed income, medtem ko moški se mi zdi pa, da so, to je zdaj tako moje opažanje, so pa bolj na equityju, a ne? Določeni vidiki tega razlike med spoloma v financah so merljivi tudi na trgu kapitala. Med sem enkrat prvo kolumno na to temo napisal za finance in pogledal in tudi sicer, kadar učim, ne probam dati noter te vidike vsake toliko kaj pojasniti. Ne. Torej, že zelo dolgo mi vemo, da ženske so pri finančnih odločitvah bolj preudarne in na recimo računovodskem področju smo opazili, da podjetja, ki jih vodijo ženske, delajo bolj konzervativne odločitve v finančnem smislu in tudi bolj konzervativne odločitve pri finančnem poročanju in potem so take firme generalno bolj konzervativne kot kakšne druge. Tisto, kar se je pol čez leta pokazalo in sem to pred kratkim tudi eno diskusijo na tom temo imel, je, da ta fixed income, ki si rekel, to bi sledilo, da se žensko v bistvu en korak nazaj umakne, ampak ni tako. Iz korporativnega sveta vemo, da so ženske naredijo tudi tvegane odločitve, recimo se zadolžijo takrat, kadar je to za investicije smiselno, samo da so pri teh odločitvah bolj prodane kot moški. In škoda je, da se te pozitivne lastnosti ne bolj pogosto uporabljajo. Tako da jaz mislim, da ta razlika med spoloma, kar se kaže v tem plačnem diferencialu med moškimi in ženskami, to je resen ekonomski problem, s katerim pač moramo več delati, kot smo do zdaj delali v preteklosti. Ker od tega bodo imeli koristi torej posamezniki, ženske zlasti, ampak tudi družba kot celota. Mene pa v bistvu tudi fascinantno, tako ko gledam strukturo poslušalcev Moneyhava, so večinoma moški, ne vem, zakaj ženske recimo niso bolj zainteresirane za investiranje, glede na to, da so preudarne in glede na to, da vsi vemo, da bo naša pokojnina v bistvu zelo nizka, se pravi, bi mogla v bistvu nekaj narediti, ukreniti za to, da se nekako na jesen življenja, da bodo lepo živele ženske, ne? Zakaj pa recimo jim ne potegne ta korelacija, ne? To me nekoliko preseneča, ker je ena študija, ki kaže, da, mislim med drugim, to, da ženske v bistvu, kadar si sestavljajo svoje portfelje, so bolj pripravljene prisluhniti na svetom profesionalcev, torej finančnih analitikov, recimo upravljalcev skladov in podobno. Tako da iz tega bi verjetno sledilo, da bi ravno ženske mogle bolj iskati te informacije kot moški, ker moški na drugi strani imajo ta princip, jaz se vem, pa bom že sam naredil. Itak. In ta razkorak je tisti, ki je pomemben. Tako da me preseneča ta podatek. Vsekakor pa, če je to tako, potem definitivno moramo nekaj narediti na tem, da se ta struktura poslušalcev spremeni, ker to potem, ko si rekel, na star leta bo problem. Ja, absolutno. A greva mogoče še malo na te tipe osebnosti? Pred leti sem želela ugotoviti, kakšni so naši upravljalci premoženja, kakšne osebnosti imajo in sem se povezala s psihologi in smo nekako z anketo ugotavljali, ali so koleriki, melanholiki, sangviniki ali flegmatiki. Zdaj, naša končna ugotovitev je bila, da so slovenski upravljalci premoženja mešanca med flegmatičnimi koleriki, nekaj je bilo pa tudi melanholikov med njimi. Je tip osebnosti relevanten, ko je govora o upravljanju denarja? Ja, je. Zdaj, te tipe osebnosti zajemamo z
nekimi standardiziranimi vprašalniki, ki pridejo iz psihologije. In to smo ravno v ponedeljek delali na eni skupini študentov in po enem od teh aspektov, kjer se te osebnosti kategorizira v neke skupine, dejansko je pomenilo tole, da tisti, ki so melanholični, ne, recimo ta tip se bo umaknil nazaj, ta tip ne bo pripravljen prevzemati tveganja in torej bo tudi njegov portfelj pa njen portfelj kasneje manj sestavljen na manj agresiven način, manj tvegan način in torej tudi donos bo na koncu nižji. To je en tak vidik. Drug tak vidik, recimo, ki pade v oči, to je zdaj mogoče ločeno, ampak vseeno, kadar mi gledamo ljudi, ki iščejo senzacije, ne, recimo skoki s padalom ali pa smučanje izven prog in podobno, ne, bi rekli, da je to človek, ki je lahko grozen, kaj se bo zgodilo, to je pa nevarno. Ne? Ampak ti ljudje dejansko velikokrat razmislijo o to, kaj bodo naredili, preden naredijo. In ta preudarnost jih potem zgleda vodi tudi v to, da razmislijo tudi o finančnih naložbah in so zato, ker razmislijo, pripravljeni prevzemati večje tveganje tudi pri svojih naložbah. Tisto, kar imamo malo težave do te faze, je, da je tukaj spet nismo čisto prepričani, da je to samo povezava ali pa v ozadju dejansko tudi vzročno-posledična zadeva. Bi pa, če smem stopiti en korak nazaj, še to rekel, ne? Pri teh vstopih v naložbe, to so varčevalne odločitve. To pomeni, da mi moramo odložiti potrošnjo danes na jutrišnji dan. In mi moramo biti dovolj optimista, ne, da rečemo, ja, vse se mi bo išlo, vse bom na koncu pristal na boljšem, kot sem danes. Tako da je ta optimizem, ne, recimo tisti, ki je v financah ključen. Brez tega ekonomija ne bi delovala. Ja, optimizem. Ja. Se mi zdi, da ga imamo 13 let smo polno optimistični, glede še nadaljnjih XY let rasti. Tako da. Ja. In a se ti zdi, glede na to, da so vsi nekako čredno premikajo k temu optimizmu oziroma so optimisti, ne vem, se mi zdi, da malo po stran gledajo pa na tiste, ki so malo zadržani in avtomatsko so označeno za negativce, če v bistvu imajo drugačen pogled na določeno tematiko, na naložbe. Ja, seveda, ne, to je efekt, ki je zdaj prisoten. Tudi jaz sem ga na lastni koži že občutil, tako kar precej, no. Ker sem bolj konzervativne sorte, kar se tega tiče, ampak na koncu kaj drugi mislijo o te odločitvah, ne bi smelo imeti pomena. Ne. Mi delamo odločitve zase, mi moramo s tem živeti. Ampak tukaj se vrnemo na ono, kar sem prej rekla. Posameznik bi mogel znati biti na podlagi nekih ekonomskih številk presoditi, v katero skupino vsodi in potem na podlagi teh argumentov se odločati, kam bo dal denar. Ne na podlagi unga, kar je mora biti pritisk soseda, jaz sem kupil to pa to, dej pa še ti. Ne. To ni okej. Ja, ampak ravno zdaj vidimo da retail investorji vstopajo po 13 letih rasti na borzi, so se oni spomnili, mogoče pa zdaj pravi čas, da jaz dam nekaj denarja v naložbe. To smo tudi že videli leta 2006, 2007, ko so masovno vlagali v balkanske delnice, sklade in takrat se potem zgodba malo drugače izšla in še danes nekateri obujajo spomine na tiste čase, kakšen natek je borza, kakšen natek so skladi. Tako da. Ja, žal, ne, to potem postaje dolgoročni spomin na ljudeh in to ni dobro. Ne. Ni dobro ne za ljudi, ker ne varčujejo in potem vidimo ta efekt na banki, ker imamo v Slovenci rekordno količino depozitov na banki, niti ni dobro za podjetja, ker seveda imajo manj virov financiranja, kot bi sicer imela. Ta efekt retail investitorja pa vseeno moram reči, je v zadnjih 2 letih, recimo je preko Robin Hooda in pa drugih platform dejansko tudi merljiv na borzi, je, kot je kažejo podatki, en pomemben del investitorjev, ki sicer ne bi dostopili na trg kapitala, pa vsaj ne tako pogosto, je zdaj tam prek teh platform prisoten. Zdaj še enkrat, generalno je to, jaz mislim, pozitivni vidik. To, da imajo ljudje možnost dostopa od trga kapitala neposredno, je dobro. Ne. Tisto, kar je bilo pa prej,
In zaradi česar mislim, da je to tudi dolgoročna sprememba. Je pa, da enostavno nekatere elementi strukture tega kapitalskega trga so zastareli, so bili zastareli. Če pogledate, kako je bilo včasih, oziroma še vedno pri klasičnih, da struktura teh fijev, oziroma provizij, ki jih moramo plačevati, je kakšenkrat res, torej, težko jih je razumeti, ampak tudi, če jih preračunamo, kaj to za nekega malega varčevalca pomeni, je to dejansko ogromna ovira. Transakcijski stroški so bili včasih ogromni in to, da imamo zdaj platforme, je definitivno nov efekt, ki ljudem omogoča, da te stvari pridejo. Bom pa seveda rekel, da so tudi nevarnosti tukaj. Ja. Smo tudi že videli tudi na teh platformah in to je treba imeti v mislih. Zdaj, zadnja novica je tudi, da Robinhood prihaja v Evropo, ker sicer ne bo nizkocenovni oziroma brezprovizijski, neke provizije bo treba plačevati, tako da je pa zanimiva, v bistvu Robinhood je nekako gamificiral investiranje, in v bistvu vse te elementi gamifikacije se poskušajo nekako vgraditi tudi v druge platforme, recimo Coinbase, podobna zgodba, in druge v bistvu finančne inštitucije se poslužujejo teh spoznanj iz sveta igric. Tako je. Zdaj, jaz sem prav pozoren na tole in čakam in gledam, kako se to razvija in da bi imel kakšen merljiv efekt, ampak generalno lahko samo po občutku malo povem pa tisto, kar je zdaj videti iz študij, ki so pa tudi, mislim, da še bolj kot ne v zgodnih fazah razvoja. Problem teh investicij je potem v tem, da se odmaknemo stran od ekonomskih fundamentov, generalno gledano, in to je nevarno. Plus je pa v tem, ker zgleda, ampak to je res omejen pogled. Ne glede, da se mi zdi pomembno, da povemo, da ljudje, ki so neuki, ki niso domači na tem finančnem trgu in gledajo prek teh platform, da jih dejansko to potem stimulira, da se posvetijo pa ekonomskim fundamentom. In če bi ta moment zagravel, pa ga nekako uspeli razviti, je bilo to super. Generalno pa mislim, da je tako, da se bo ta pristop da bo tudi ostal v pomembni meri tudi naprej, in mislim, da je to tudi generalno dobro. Zdaj, te pasti bomo pa mogli razreševati sproti, to pa ja. Ja, kako pa je s social tradingom, ko govoriva že o kopiranju oziroma sledenju sosedu Janezu, obstaja platforma eToro, pogovarjali smo se z trgovalcem, najbolj uspešnim Slovencem, Matejem tam na eToru, ne vem, social trading, kopiranje z enim klikom, vse na dosegu rok, tudi sam trader, sam investitor, vse naložbe, vse je v bistvu zelo razkrito, nič se ne skrije. Ja, krasen bi rekel, super, dokler se izide. Ampak to kopiranje od soseda pomeni, da se zanašamo na ono, kar je sosed pogruntal. In če se sosed zmoti, se bomo tudi mi zmotili na koncu. Torej, spet sva tam pri unem elementu špekulativnem, ko se, oziroma mehurčko, kar sva prej rekla, ko se odmikamo od ekonomskih fundamentov. Pa zdaj se razumemo, ker se svet okrog nas spreminja, je logično, da se bomo odmikali tistega, kar so tradicionalni ekonomski fundamenti, ne vem, dividende in podobno, ali pa knjigovodske vrednostne delnice in podobno. To je logično, da je pač nastaja razkorak in tudi številke in podatki kažejo, da ta razkorak nastaja. In ta del, bi rekel, je manj problematičen. Problem je tam, ko mi na neki fazi pridemo samo v to, da opazujemo sosede in samo na tem trenju. Ker dokler gre gor, je super, ko bodo se pa pojavile kje izgube, bo pa težava. In jaz pravim, pri teh elementih, to je vse super. To je fino, da imamo, sam ne tega imati kot samoumevno dolgoročno varčevanje za hišo čez 20 let, za penzijo čez 30 let in podobno. Tam je treba odločiti delati pač bolj konzervativno, ker tam napak ne sme biti. Ja, ampak vse kopiranje obstaja že zelo dolgo časa. Saj smo kopirali vsi Warrena Buffetta pa njegove poteze, sicer zelo velikim zamikom, ampak ja. Logično. Ta momentum efekt je znan splošno že dolga leta, to ni nič novega v resnici. Sam pravim, kam ga ljudje umeščajo. In pozitivne zgodbe imamo zdaj v zadnjih letih.
Ja. Kaj si pa misliš o teh meme stokih, meme delnicah, kot je GameStop, pa AMC zdaj, ne? Kaj si misliš o tem združevanju malih vlagateljev preko raznih forumov in nekako pritiskanja na velike korporacije? Pred kratkim smo brali tudi, da je en sklad No, propadel ravno zaradi tega. torej, tale zgodba o GameStopu je taka zgodba pretirane romantike tukaj noter. To se je predstavljalo kot fight malih investitorjev proti velikim zlobnim korporacijam. Ampak, a se spomniva mi, da kdo je tisti človek, ki je tole zadevo začel? Kaj je bil on po poklicu? Ja. Finančni analitik je bil po poklicu. Jaz ne verjamem, da je on bil romantičen pa rekel, zdaj se bom pa kar enostavno fajtal z velikimi korporacijami. Razen, če je to del kakšnega drugega poslovnega modela. Tole fajtanje na tak način, ne vem, jaz tukaj noter upam, da je bilo to enkratna zadeva. To nikakor ne zmanjšuje tega, da imajo investitorji dostop do različnih oblik, to je super, če imajo, ampak tale zgodba mi dejansko ni bila všeč. Ja, zdaj bo marsikdo rekel, mlad vlagatelj, kakšen boomer si, Aljoša. Točno to, seveda. Ali pa, kaj še dostikrat uporabljajo, have fun staying poor. Ne, ko sem kolumno za Finance napisal o Bitcoinu, kjer sem želel, da me razmislijo, pa dejansko še enkrat povedal, jaz nisem proti temu sploh ne, ker če ne bi te ugrajeval v svoje predmetnike že leta in vse ostalo. Ampak je treba imeti premislek tukaj noter. No, in čim to, že sam tole, da opozoriš, se potem usuje plast. Ja. In če na LinkedInu bi gledali komentarje, ki sem jih dobival tiste dni, bilo kar tako malo hard, za brati. No, te komentarje smo vsi dobivali, zaradi tega, ker, ne vem, jaz sem tudi imela kar nekaj že dogodkov prav vezano na kriptovalute in sem tudi sama bila deležna raznih takih zelo sočnih komentarjev, ampak pač tak je življenje. Zelo so agresivni pri zastopanju svojega stališča. Mogoče ima tudi to vezo s testosteronom in pa tem črednostjo, ne? Ja. No, prej si omenil v bistvu manipulacije. Tudi Elon Musk konec koncev precej manipulira, ne samo z kapitalskim trgom, klasičnim, ampak tudi s kriptom, ne? Tako da njemu je pa dovoljeno in vse oproščeno očitno. Kot influencer očitno. Ja. Zdaj, ta fenomen Elona Muska, tudi imam ga že leta na različnih prostornicah, v različnih kontekstih. Tako da spremljam vse, kar dela. Spremljam recimo od takrat, ko je hotel Teslo odkupiti, pa je pol na blog napisal, pa je pol delnica poletela, pa se je pol izkazalo, da ni nič nazad, da nima denarja za kaj takega. In do tega, ko je dal v opis na Twitterju Bitcoin, pa do komentarjev na Dogecoin in tako naprej. Tako da to zelo različne vidike pokriva. Ne glede na vse to, bi pa vseeno rekel, ekonomija postaja ekonomija znanja, že dolgo časa in tudi, kot sem rekel, ta efekt znanja in blagovnih znamk R&D-ja je čedalje bolj pomemben v strukturi vrednosti, ki jo podjetja prinašajo za varčevalce. In tole, da imamo mi zdaj neko pričakovano prihodnjo rast, ni v osnovi nič narobe. Se kdo drug pa ima vizijo tega, da bo šel na Mars pa tam postavil postojanko, kot Elon Musk recimo. Tako da to je ta pozitivni del. Manj pozitivno je pa seveda to, kar smo opazili. Zlasti, mislim, tisti, takrat, ki je rekel, da bo Bitcoin postal torej, kot plačilno sredstvo za nakup Teslinih avtomobilov, tisti je bil tak moment, recimo, ki je bil zgleda nepremišljen. Ampak teh korakov je bilo že prej nekaj in so problematični. Teda so to manipulacije ali ne, imel to in tega ali ne, koristi v finančnih poročilih, takrat, ko se to okrog teh bitcoinov nanaša, dejansko so bile tudi koristi tega. Tako da, ja. Kako pa je z zaupanjem? Ljudje iščejo pač neke informacije ali pa podporo pri takšnih influencerjih, kot je Elon Musk, ne? Kako vidiš ti to, pa kako bi lahko recimo blockchain tukaj lahko pomagal pri zaupanju? A ni zdaj ta cela zgodba o tem, da imamo mi od
različnih centralnih oblasti in tudi influencerjev neodvisen alternativni finančni sistem. Tako da tisto, kar mene v tem času izrazito moti, je, zakaj ko recimo pride en Elon Musk pa nekaj napiše, se potem cena dramatično teh imeti spremeni. Ne? Zakaj ko da recimo Kitajska centralna banka napove, da pač ne smejo banke upravljati transakcij za bitcoin oziroma nuditi storitev, ki so na tem zasnovane, zakaj se potem tale alternativni sistem tako strašno odzove? Če bi bil resnično neodvisen od vsega tega, mi ne bi smeli zaznati nobenih sprememb po resnici pri takih izjavah. In to me muči tukaj noter. Tako da očitno ljudje še vedno rabimo centralno avtoriteto in to, da bodo te centralne banke oziroma centralne avtoritete izdale kripto imetja, torej ne kripto v klasičnem smislu, ampak pač digitalne oblike obstoječih valut, potem to je taka inovacija, ki recimo očitno ljudje si jo želijo. Ampak ta centralni moment je tisti, ki pa, kot sem rekel, očitno ga ljudje še vedno rabimo. Ne? In zdaj, v nekeri meri bomo te tehnologije porabili za to, da se bomo znebili tega, je vprašanje. Verjetno pa tudi, če imamo nek tak nadzor, ne, potem tudi verjetno se nekako izognemo, lahko čeprav dvomim, da se lahko izognemo, se prevare so bile že od nekdaj, centralna banka ali pa ne banka, se vse, ne, prevare so z nami tukaj zdaj in zdi se, da so, mislim, jaz sem zadnjič gledala prek YouTubea v živo prevaro, v živo sem spremljala, kako so v bistvu ljudje nakazovali svoje coine nekemu prevarantu in kako so v bistvu zlorabili tako v bistvu samega Elona Muska, kot v bistvu samo oddajo Saturday Night Live, vse živo so zlorabili. Ja. A to se ti zdi pa, mislim, ne vem, to je v bistvu, smo prišli na neko novo stopničko, kako prevare danes potekajo, tudi prevaranti se ne skrivajo več za nekimi psevdonimi, to so zdaj z imeni in priimki povsod lepo razgaljeni. To je fenomen, ki ga dejansko ne razumem, zakaj ljudje to počnejo. Kot si rekel, to ni anonimno marsikdaj. Marsikdaj je na čisto odprtem. Tega dela ne razumem. Zakaj se to zgodi? Razumem, da so ljudje pohlepni. Ampak, če so pohlepni in nekam investirajo, je to ena zadeva. Zakaj se pa na nekaterih teh prevarah ljudem enostavno zamegli razum, ali kako bi temu rekli, je pa nerazložljivo meni. Jaz kot dobro, to je handicap tukaj, kot ekonomist dejansko si ne znam predstavljati, zakaj ljudje na take prevare ne sedajo, ker ne vem, kaj je koristnost, ki bi jo tukaj ven lahko dobili. Ja, kako pa tukaj odgovarja recimo kognitivna znanost ali pa nevroekonomija konec koncev? So kakšne raziskave bile narejene na tem področju? Zakaj so ljudje preveč pohlepni? Ja, zakaj se pustimo tako z lahkoto nategniti? Ne, ampak bom to proučil, bom pogledal, kaj je na tem, ker dejansko pa narediva enkrat nekoč morda temu pogovor na to temo, ker dejansko tukaj noter se sprašujem, zakaj je to tako. Ampak vedno znova se pustijo nategniti. Se pravi, bili so že v eni prevari in potem kar verižno hodijo od prevare do prevare in zgubljajo res veliko denarja. To je meni fascinantno. Mislim, to je tudi dejansko fascinantno. Zdaj, to mora biti neka kompulzivna motnja, očitno, na nek način, da te sili v to, da greš v te naložbe, oziroma da je koristnost v obliki senzacij, ki jih ob tem doživiš, toliko večja od monetarnih ostalih zadev. Ampak to je, jaz bi rekel, vseeno malo preveč preenostavljena razlaga in mehanizme najti tukaj je problem. Prej smo tudi omenila, da vreme vpliva na naše naložbene odločitve, oziroma dan v tednu, verjetno še kaj, itak je vreme skozi na jezikih Slovencev, tako da kako lahko to vpliva na naše naložbene odločitve? Mislim, zdaj po domače vloga vremena je tako, kot sami pri sebi mislimo. Če imamo zelo meglo, pa mraz, pa malo kapljane, pa smo malo sitni, in se teže izvlečemo iz posla in teže se izvlečemo v službo in tako naprej. Če je sonce, smo bolj poskočni, gledamo z večjim optimizmom naprej. In generalno je tako, da te vremenske variacije vplivajo prav preko tega, kar mi vidimo naprej. Torej,
če je oblačno, smo manj optimisti, ne? Če je dež, smo manj optimisti, če pa sonce, smo bolj optimisti. In to potem vpliva na naše poslovne odločitve. In tiste, kjer smo večji optimisti, tam dejansko naredimo lahko tudi bolj dolgoročne odločitve, ker smo optimisti, da se bo dobro šlo, sprejmemo kakšen del naložb v bolj tvegane oblike, ki jih sicer morebiti ne bi in podobno. Obratno velja takrat, ko je slabo vreme. Takrat smo bolj sami vase zaprti, ne, in mislimo manj daleč naprej, tako da potem so tudi naše naložbe temu ustrezne. Tisto, kar je mogoče zanimivo, torej ta efekt vremenski je znan. Ne. Spet imamo težavo pojasniti konkreten mehanizem, ampak dejansko mehanizem pojav je znan že dolga leta. Tisto, kar je mene mogoče malo preseneča, je, da se na študiju objavila nekaj let nazaj in to v zelo dobri, zelo kakovostni reviji in tudi je narejena zelo tako v detalje, je, da pred tem niso imuni niti najbolj izobraženi, najbolj izkušeni udeleženci trga kapitala. In to so finančni analitiki. Torej, vreme vpliva tudi na to, kako pogosto izdelujejo te njihove napovedi za finance za naprej. Vreme vpliva na to, kakšno priporočilo bodo dali potem strankam kupi, drži, prodaj. Vpliva na to, kako visoke dobičke bodo napovedali za prihodnje in tako naprej in tako naprej. Skratka, cel kupenih teh metrik je, po katerih so se dejansko pokazal ta vremenski efekt na teh ljudeh. In še nekaj mi je ostalo v spominu. Analitiki seveda so po celem svetu, ne, to mi vidimo potem agregat na Bloombergu recimo, ne, ampak od kje pridejo pa kaj delajo tisto, kar se da tudi tam noter pogledati in bi rekel, ne, sploh iz teh, če gledamo kakšne serije na Netflixu pa kje o svetu financ, ne, ker so traderji zaprti v teh trgovalnih sobah, ne, za temi Bloombergovimi terminali, bi rekel, se pa briga njih vreme, ne, od odzunje, ne. In ni tako, ne, celo, ko so šli gledati tisti segment v New Yorku, ne, so enako ali pa še bolj izpostavljeni tem vremenskim vplivom kot analitiki drugje po svetu. Tako da to je totalno fascinantno in sklep tega je, če najbolj izkušeni udeleženci trga kapitala imajo težave z vremenom, potem jih imamo tudi midva sigurno in tudi vsi ostali okoli nas, ne. Eno vprašanje, a lahko tako kako rešiva, recimo s selitvijo za zamenjavo lokacije, se preseliš v območje, ki je bolj obsijano s soncem? Ja, očitno ja, sej, sonce je ena od metrik, ne, z sončno iradiacijo se meri, pa ostalimi pritiskom, pa vlažnostjo zraka in tako naprej. Vse te parametre so zmerjene, tako da ja. Ok, kaj pa luna? Evo, danes je četrtek, danes je polna luna. Povej mi, kaj vpliva? Ne, tega efekta bi jaz vedel, da ni v financah. Zdaj, če ga premaknemo kam drugam, je čisto možno, da je, ampak v literaturi, ki jaz poznam, tega efekta ni. Mogoče bi bilo zanimivo spremljati, ker veliko norosti se dogaja, ko je polna luna, sploh na cesti. Ja. Tako da verjetno se tudi v finančnem smislu lahko kaj pametnega zgodi. V bistvu z velike racionalnosti se mi zdi čudno, da meni tega še ni pogledal, no, tako da... Evo, ideja. Kaj pa recimo zvezde? Zdaj vem, da nekateri sprejemajo finančne in poslovne odločitve glede na zvezde. In menda, da celo velike investicijske banke imajo astrologe ali numerologe zaposlene v svojih firmah. Vem tudi, poznam tudi kar nekaj primerov ljudi, ki so kupali oziroma sprejemali odločitev vezano na numerologijo glede nakupa stanovanja. Pa tudi nekateri slovenski podjetniki, podjetnice sprejemajo poslovne odločitve, recimo nakup ali prodaja podjetja, vezano prav na zvezde. Boš kaj komentiral to ali? Ne. Ne, ali veš zakaj? Zato, da ne spodbujam ljudi, da se v celoti premaknejo iz teh formalnih, številčnih, logičnih razmislekov v totalno to sfero. Jaz verjamem in tudi sprejemam, da ljudje delajo odločitve tudi na podlagi tega. Ampak ne bi pa želel promovirati, da je to glavni način, na katerega se delajo odločitve, ker v ozadju so tudi so predvsem ekonomski temelji. In dokler se držimo ekonomskih temeljev in potem
na meji, ja, ne, sprejemam na podlagi zvest, me čisto nič ne moti. Moti me pa takrat, kadar se pa tale sfera, ne, postane prevladujoča in se poudarja, ne, to me pa zelo izrazito moti. No. Tako da bi poslušalce rad ne odvrnil, ampak premaknil malo bolj nazaj proti številkam, no, če se le da. Pa daj pa se dotakniti številk, ne? Kakšne se ti zdijo valuacije nekaterih, recimo, samorogov trenutno, ki jih vidimo, to so nore številke, koliko je pa tukaj ekonomskih temeljev, racionalnosti koncev v številkah tukaj? To je tisto, kar smo prej omenila Elona Muska pa Mars, ne, ta efekt. Torej to, da se ekonomija spreminja, da se gospodarstvo spreminja, da se mi kot potrošniki spreminjamo in kupujemo stvari, kaj recimo žetone znotraj igric na mobilnih aplikacijah. To je stvar, ki je nekaj let nazaj ni bilo. In tukaj se je svet spremenil. Tako da ta del ostaja in bo ostal tudi z nami naprej. Zdaj, ga pa pojasniti zdaj, ne, z trenutnimi ekonomskimi fundamenti, to avtomatsko se ne da, ne. Torej, mi ne znamo zajeti tega, kakšna je verjetnost, da bo Elon Musk nekega dne na Marsu pristal, pa tam postavil kolonijo, kakšen je ekonomski pomen tega v današnjih računovodskih izkazih, recimo. Torej, tukaj imamo razkorak in tukaj imamo problem. Zato, recimo, reči zdaj nek unicorn ima tako pa tako valuacijo, v bistvu nek način nesmiselna metrika. No, tako. Tako da to je problem. Greva pogledati še malo umetno inteligenco, precej se vključuje zdaj tudi v financah, ne, robo-advisorji recimo, so pač pomemben del postali že, marsikdo že uporablja, predvsem v Ameriki sem se pogovarjala s kar nekaj ljudmi, ki si pomagajo pri finančnih odločitvah tudi z robo-advisorji. Kaj je tvoje mnenje o tem in kako bo robotizacija vplivala na ekonomijo, na naše finančne odločitve in na vse skupaj? Zdaj, jaz lahko en segment tega komentiram. Takrat, kadar mi kot investitorji iščemo informacije o teh ekonomskih fundamentih, gledamo med drugim tudi letna poročila podjetij. Ne bi jih gledali vsaj. Ne. In zdaj ta letna poročila, kot je izvorni dokument, so postala če dalje bolj kompleksna, deloma zato, ker so se računovodski standardi spremenili, tudi zaradi tega, ker se je svet razvil, tako kot se je, ne? Deloma zato, ker so postala opis posla če dalje bolj zakompliciran. In tisto, kar se je, če pogledate zdaj letna poročila, ne, ker so recimo tam 200, 300, tudi več strani, ne, nekatera, ne, plus predloge, je dejansko to obseg informacij, ki jih ljudje ne zmoremo več procesirati. Zato se v tem segmentu podjetja poslužujejo pač storitev umetne inteligence, ne, ko se letna poročila v bistvu računalnik prebere in potem naredi iz tega ven povzetek. Celo korak naprej smo že šli v tem, da se poročila v bistvu pripravljajo na način, da jih bo lahko potem umetna inteligenca ustrezno prebrala in naredila ustrezen povzetek na koncu. Ampak to samo kaže, da smo dejansko na situaciji, ko je teh informacij toliko, da brez teh orodij na marsikaterem segmentu finančnega trga zelo preprosto ne bo šlo, oziroma ne gre več, no, če smo pošteni. Tako da to je dejstvo, ki ga moramo imeti pred sabo. Kaj bi svetoval našim poslušalcem za konec, kako naj sprejemajo finančne odločitve zdaj? Vemo, kaj vse vpliva, kako pa pametno sprejemati finančne odločitve in se ne pustiti vsem tem zunanjim vplivom ali pa tudi notranjim hormonskim. Vedno se poskušamo vrniti nazaj na ekonomski temelj. Ljudje smo v osnovi ekonomska bitja. Delamo tudi neracionalne odločitve, delamo odločitve, ki na videz niso racionalne, pa v resnici nam denejo dobro, recimo dajemo za dober denne namene. In tole je treba pogledati. Magari si napišite nekaj teh informacij na en list, preberite še enkrat, pa potem naredite odločitev še enkrat. To je znan efekt iz literature, ne, ko si že to, da si zapišemo prednosti in nevarnosti pa cilje, nekaj imamo dovolj, da nas spusti na eno nižjo raven, kjer pogledamo, kakšni so ekonomski temelji. Svet se seveda razvija naprej, če dalje bolj kompleksen bo sigurno. Relacija med tistim, kar je na koncu
ekonomski fundamenti, tisto, kar vidimo na trgu, bo z nami vedno, prihaja do razkoraka, ampak na koncu leta še enkrat, mi delamo na koncu preproste ekonomske odločitve. Kupujemo, varčujemo za stanovanja, varčujemo za pokojnino in trošimo za tekoče potrošnje dobrine. Tukaj ni velike umetnosti. Lahko, da se kdaj komu izide mimo teh parametrov, tudi zelo veliko krat se bo komu išlo mimo teh parametrov, ampak v globalu denar ne nastaja iz nič. Odličen nasvet. Mislim, da smo veliko povedali o naših vzgibih za investiranje in upam, da bodo ljudje znali tudi pametno investirati od zdaj naprej. Upajmo. Ja, najlepša hvala, Aljoša Valentinčič, za tvoj čas in za super informacije. Z veseljem, hvala Marja za povabilo in veliko zagona pri delu še naprej. Najlepša hvala.